Za nami je zelo težko leto. Leto omejitev, leto velikih sprememb in prilagajanj. Covid kriza je zajela prav vsa področja: gospodarstvo, zdravstvo, šolstvo in številna druga, ter dodobra zamajala normalni potek naših življenj. Evropska unija je za vse omenjeno našla rešitve, priskočila na pomoč ali s predlogi in nasveti pomagala tako ali drugače vzpostaviti ponovno ravnovesje in nadaljevanje nekaterih dejavnosti. V času krize pa se je pokazala tudi prava evropska solidarnost. Države, regije, mesta po vsej Evropski uniji pomagajo vsem tistim, ki so pomoči zelo, zelo potrebni. Recimo s kakšno zaščitno opremo, kot so na primer maske, potem z zdravljenjem pacientov iz ene države v bolnišnicah drugih držav in pa tudi z vračanjem državljanov Evropske unije domov, na primer iz vseh koncev sveta. Pandemijo koronavirusa pa, kot sami smo že slišali in vemo, pa spremljajo tudi številne dezinformacije, številne lažne in zavajajoče informacije in podatki. Evropska komisija je tako v skupnem sporočilu analizirala, kako se na te zadeve najbolje odzvati, kako reagirati, podala je pa tudi nekatere zelo dobre in konkretne ukrepe. Evropska komisija prav tako pomaga v boju proti dezinformacijam tudi tako, da tesno sodeluje z različnimi spletnimi platformami. Evropska unija bo okrepila, tako pravijo, podporo neodvisnim medijem in novinarjem po celem svetu in pa seveda tudi v Evropski uniji, saj se je izkazalo, da imajo bistveno vlogo pri zagotavljanju zanesljivih informacij. Tako na takšen način torej Evropska komisija, Evropska unija pomaga v času krize. Za učinkovito obvladovanje širjenja virusa in preprečitev novih obsežnih omejevalnih ukrepov je bistveno, da komisija in države članice stalno pozorno spremljajo razmere ter se po potrebi hitro odzovejo. Zato je Evropska komisija predlagala takojšnje kratkoročne ukrepe: povečanje obsega testiranja, zagotovitev nemotene oskrbe z osebno zaščitno opremo, zdravili in medicinskimi pripomočki, podpiranje ranljivih skupin, zmanjšanje bremena sezonske gripe in še nekatere druge, ki so bili in so bistveni za hitro ukrepanje. Najboljši način za trajno rešitev pandemije je varno in učinkovito cepivo. Ker se pri EU zavedajo, da je čas bistvenega pomena, so sprejeli Evropsko strategijo za pospeševanje razvoja, proizvodnje in uvajanja cepiv proti COVID-19. Evropska komisija je med drugim poskrbela tudi za eno izmed zelo pomembnih stvari, skoraj najbolj pomembnih, za zaščito delovnih mest. Sheme za subvencioniranje krajšega delovnega časa so se tako izkazale kot odličen način za zaščito delavcev pred množično brezposelnostjo. Ob tem pa tudi te sheme pomagajo ohranjati znanje, ki bi se sicer, če bi do odpuščanja prišlo, izgubilo. Iz vrst komisije pa je prišel še en odličen predlog, in sicer 100 milijard evrov vredna pobuda, ki bo financirala ohranjanje delovnih mest in tako tudi podprla ljudi, ki jim grozi brezposelnost. Od tega je Slovenija dobila 1,1 milijardo evrov za financiranje ukrepov čakanja na delo in pa skrajšanega delovnega časa. Evropski parlament in Svet EU sta lani novembra dosegla politični dogovor o večletnem finančnem okvirju Evropske unije za obdobje 2021 do 2027, ki znaša 1074 milijard evrov, in novem inštrumentu za okrevanje Next Generation EU v vrednosti 750 milijard evrov. Tukaj so sledili predlogom Evropske komisije, ki je v tem primeru predvidela nepovratna sredstva in posojila za pomoč državam članicam. V projektu Next Generation EU so določili za 390 milijard evrov nepovratnih sredstev in 360 milijard evrov posojil. Evropska komisija, Evropski parlament in Unija so poskrbeli za pozitivno pomoč na vseh področjih našega življenja in tako nekako poskrbeli, da vsi skupaj čim prej premagamo tele posledice COVID krize. Recimo ena izmed takšnih področij, na katero so zelo pozitivno vplivali, je tudi kmetijstvo. Kmetijstvo, čebelarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, vse to so področja, ki so bila zelo, zelo prizadeta. Ampak ni vse tako črno. Kakšna je torej bila pomoč iz Evropske unije in seveda, da obstajajo tudi kakšne svetle
točke te krize na področju kmetijstva in pa njenih sorodnih dejavnosti nam bo naslednjič zelo nazorno razložil evropski poslanec gospod Franc Bogovič. Je tudi v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja in z nami je spregovoril preko Skypa. Zatorej bodite v naši družbi tudi naslednjič. Tokrat potrebujemo Evropo bolj kot kadarkoli prej. Objavo vsebin je podprl Evropski parlament. Evropski parlament ni bil vključen v pripravo vsebin in ne odgovarja za predstavljene informacije in stališča.